pa bomo šli čez en par zgodb oziroma dejstev o tem, kdaj se nam milk-run pravzaprav splača izvajati. Kaj bi si vi mislili, ima kdo kako mnenje, kdaj, v kakem primeru se milk-rune splača izvajati? Kaj mislite? Kadar ni skladišč. Ja? Mislim, kadar ni dosti velike kapacitete skladišča. To ste zdaj lepo povedali, ne? Velikokrat se podjetja znajdejo v situaciji, ko fizično je to nemogoče, ne? In se hočejo rešiti nekih dodatnih stroškov, da bi pa skladiščili pa dodatno delali. In takrat milk-run zihar je. Ima še kdo tukaj kako mnenje? Pa se bomo šli pol čez strukturo, samo da malo vidim, kako razmišljate. Ja, se pravi, nimamo kapacitete, sproti nam voz. Pa kadar je cena materiala zelo visoka, ne? Se pravi, da nimamo preveč zaloge, ne? V obeh primerih, če pogledamo neko majhno trgovinco, recimo Mercatorček eden ali pa, ne vem, Tuš, Lidl pa Hofer imata bolj standardizirane trgovine, pa tudi vidim, da imajo premajhna skladišča, ne? Tukaj je večkrat na dan potrebno dobave delati, ker blaga zmanjka, ne? V teh COVID situacijah, ki smo videli, so ljudje ponoreli, kupovali cele kartone moke, olja in vsega, ne? In to nam potem na nek način v celih dobavnih verigah neke kvazi pomanjkanje ustvari, hkrati nam na nek način ustvari tudi luknjo pri podjetjih, ki nam izvajajo logistiko, ne? Zdaj si vi predstavljate, ko so ljudje ponoreli in začeli velike količine hrane kupovati, je hrane zmanjkalo, povpraševanje po kamionih se je povečalo, ne? In zelo velikokrat se znajdemo tudi v taki situaciji, da je bottleneck oziroma ozko grlo v logistiki postane razpoložljivost kamionov. Verjetno se vsi zdaj v teh časih, kjer smo bolj ali manj srečujete. Okej, se pravi cena, se pravi višina zaloge, razpoložljivost skladišča, ima še kdo drug kako idejo? Kombinacija transportov, da recimo bolj oddaljene dobavitelje hkrati poberemo, ne vem, v enem krožnem prometu. Ja, to bomo zdaj tudi pogledali, ne? Mi imamo kar nekaj vrst milk-runov, ki se lahko izvajajo. Vsak si mora seveda potem sam izračun narediti, ne? Te izračuni so na nek način lahko enostavni. Tisto, kar pa nas tukaj preganja, bom rekel, je pa to, da mi milk-runov vzpostavimo, moramo seveda imeti tudi ta prave dobavitelji, ki so sposobni milk-run podpirati, ne? In ko se mi enkrat v to spustimo, pa smo že vse prepričali, pa da se bomo pol kasneje ugotovili, da pravzaprav vse to se nam pa ne splača, verjetno naši dobavitelji ne bojo veseli, ne? Bomo mogli se pol ugrizniti, če tako rečemo, ugrizniti v jezik, pa biti tih, pa tiste verjetno stroške. No, zdaj sem jih tukaj par naštel, verjetno bi se še kakega drugega našel, ampak za neko takole uvodno predavanje mislim, da je to dosti, ne? Se pravi, lokalno versus globalno. Tisto, kar je pri milk-runih pomembno, ne? Zdaj, če si predstavljate, da vi zdaj od enega dobavitelja enkrat na 14 dni pripeljete cel kamion, ali pa se boste zdaj odločili, da boste enkrat na dan šli po recimo temu 1/10 te količine pobrati k njemu, ne? Se pravi, če hočete zdaj to delati lokalno, mislim, če hočete to delati vsak dan, ta dobavitelj ne sme biti predaleč. In neki te lokalni milk-runi, saj v avtomobilski industriji, pa tudi v enih, rečemo temu, retailer ali pa high consumer goods industrijah, se pravi, te, ki se zelo hitro stvari vrtijo, so si izračunali, da je tam nekje okoli 60, 70, 60, 50 do 70 kilometrov so neke take oddaljenosti, kjer se splača to delati, ne? Pri globalnih vam bo bolj malo kasneje razložil, kako se pravzaprav to naredi. Se pravi, ta pobiranje okoli dobaviteljev nima smisla, če so te dobavitelji 500 kilometrov, 200. Tudi to je že zelo velika, ne? Ima smisel pobrati na dobavitelje, ki so tam.